Lepo pozdravljeni na prvem predavanju, ki bo tudi webinar projekta Zmiga se do vadbe. Za začetek smo se odločili, da se osredotočimo na motivacijo za vztrajanje pri vadbi, ker glede na to, da ste že se odločili za vadbo, sigurno to začetno motivacijo imate. Vendar potem, ko nekaj časa poskušamo, se nam lahko zamaje naša motivacija, imamo lahko kakšne dejavnike, ki nam poslabšajo to motivacijo, zato smo se odločili, da vas poskušamo tukaj podpreti in vam dati nek pogled k temu, kako si lahko pomagate, da bo to vztrajanje bolj gotovo in da boste še naprej lahko pridobili prednosti od vadbe in tega projekta. Pa preden začnemo s predavanjem zares, se najprej osredotočimo na eno vprašanje, ki nas bo vodilo skozi to kompletno predavanje, in sicer zakaj opustimo telesno vadbo. Morda imate že odprej kakšne izkušnje, da ste že kaj začeli, pa potem opustili. Največkrat se nam to zgodi morda po prvem mesecu, včasih tudi po več mesecih. Tako da morda bi vas za začetek povabila, da se posvetite malo temu vprašanju in da bomo da lažje si lahko pri tem pomagate še z temi vprašanji. Torej, da mičkeno razmišljate o svoji dosedanji izkušnji, katere oblike gibanja vadbe ste že poskusili, kdaj ste bili najbolj aktivni, ali je bilo to recimo za kakšno poseben šport, ki vam je bil bolj všeč, ali je bilo to za kakšno obdobje v kakšen letni čas recimo, ali je bilo to zraven, ker je bilo nekaj bolj socialno vzdušje, ki je bilo dobro, ali pa neka taka podpora. Torej, kaj je morda doprineslo k temu, da ste bili najbolj aktivni in najbolj zadovoljni s svojo aktivnostjo, in kaj vas je takrat tudi motiviralo, in pa seveda ključno vprašanje, zakaj ste potem s to vadbo prenehali. Evo, pa vam damo kakšno minutko, da si odgovorite sami pri sebi na ta vprašanja, ker bo potem lažje slediti naprej kompletnemu predavanju. Dobro, pa gremo naprej, da najprej pogledamo, kaj so tisti običajni motivacijski dejavniki, ki nas spodbudijo za začetek vadbe. Predpostavljamo, da ste verjetno tam v srednjih letih, nekje med 35 in 65, če ste se odločili za ta program. In pri tej starosti so naši motivacijski dejavniki pogosto povezani z notranjo potrebo po izboljšanju kakovosti življenja, zdravja in tudi dobrega počutja, pa tudi z zunanjimi spodbudami. Torej, pri tej starosti nekako kombiniramo in notranjo zunanjo motivacijo, in torej je vadba pri tej starosti običajno orodje za ohranjanje ali izboljšanje naše kakovosti življenja in ne več samo za neko doseganje idealov, recimo koliko je nekih telesnih idealov in podobnega, ampak bomo običajno v tej starosti začeli z vadbo ob nekih telesnih bolečinah, morda v hrbtu, sklepih in podobno, ali pa recimo zaradi stresa in tudi izgorelost je nekaj, kar se žal v tem življenjskem obdobju kar pogosto pomaga, ali pa lahko recimo samo čutimo pomanjkanje neke energije. In ko tukaj vidite zraven na diapozitivu še plus zunanja motivacija, kot sem rekla prej na začetku, pogosto spremlja notranjo motivacijo tudi zunanjo, kjer recimo v tej starosti nam pomeni to recimo, da nas spodbudi zdravnik, njegova navodila ali pa neke delavnice k gibanju, ali pa morda neki izzivi v službi, ali pa morda recimo partnerjeva pobuda, in to dejansko je ta zunanja motivacija, ki nam pomaga pri regulaciji. Zdaj v tem srednjem obdobju so tudi različni psihološki dejavniki, recimo taki, ki prinašajo več stresa, zaradi obremenitev v službi, družine, skrb za starajoče starše, in se lahko vadba dojema kot tudi orodje za ohranjanje, pa tudi vzpostavitve nekega duševnega našega ravnovesja, za izboljšanje razpoloženja, za zmanjšanje anksioznosti, razdražljivosti, tudi recimo depresivnosti in zmanjšanje torej kakršnega koli stresa nam lahko pomeni tudi neko fizično sprostitev in odmik od nekih vsakodnevnih skrbi. Tako vidimo, da sta potem motivacija za izboljšanje razpoloženja lahko zelo povezani med sabo, kot mora tudi lahko, s kakšno bolj tako estetsko motivacijo, kot je, želja po izgubi telesne teže, ker tudi vemo, da kot smo pod stresom,
tudi lažje pridobimo na telesni teži in potem tudi potrebujemo morda več časa, da izgubimo, hkrati pa lahko to recimo tudi vpliva na našo boljšo samozavest. Tako da so ti psihološki dejavniki tudi relevantni. V okviru socialnih dejavnikov je pa pomenilo recimo to, koliko naše okolje nas spodbuja, koliko je to recimo to del našega okolja, kakšni so okoljski dejavniki, recimo kot je bližina nekih, ne vem, telovadnic, fitnessov, bazenov, karkoli pač je recimo tisti šport, ki bi nas bolj pritegnil. Za malo primerjavo, če ste morda pa del mlajše generacije, je pa običajno pri takih neaktivnih mladih v tej starosti bolj pogost motivacijski dejavnik ta videz, identiteta, nekako iskanje ravnotežja med tem in pa tudi bolj ti psihosocialni vplivi. In če ste del te generacije, boste tudi sigurno prikimali k temu, da ste bolj vajeni nekih digitalnih in socialnih medijev in so tudi pač ta mnenja vrstnikov in nekih idealov bolj relevantna kot pa recimo zdravje in pa preventiva, kar je recimo bolj ključno za srednjo generacijo. No, tukaj so potem našteti 10 dejavnikov, 10 vzrokov, ki so najpogostejši za opuščanje telesne aktivnosti. In vseh teh 10 dejavnikov, vzrokov bomo tudi zdaj bolj podrobno pogledali. Preden pa se poglobimo v vsakega od teh, seveda ne bo stvar toliko enostavna, je pomembno, da se zavedamo, da je običajno vzrok za opustitev vadbe kombinacija teh dejavnikov in ne torej samo zgolj eden in absolutno, da ne gre običajno za neko lenobo ali pa nekaj takega, ampak je ta lenoba samo nekaj, kar pripišemo sebi, kar spregledamo dejanske prave dejavnike. In recimo taka kombinacija lahko slab sistem v smeri tega, da je moj notranji sistem slab, kot recimo, da nimam prav razvitih navad, recimo, da je okolje zraven še nepodpirajoče, ali pa recimo, da je sistem psiholoških ovir, kot recimo, da postavim slaba pričakovanja, previsoka pričakovanja, ali pa recimo, da imam neustrezno motivacijo, ali pa recimo kombinacija tega, da napačno začnemo, recimo, da prehitro začnemo s prevelikimi obremenitvami, si preveč naložimo, ker bomo tudi potem pogledali skozi cilje. Pa če se kar lotimo prvega dejavnika, torej pomanjkanja časa, in pri tem lahko recimo vidimo, da najpogosteje pač rečemo res, danes pa res nimam časa, ali pa si moram vzeti, ne vem, malo več časa za to, ali pa morda bom zvečer samo še to naredim, ali pa ne vem, kadarkoli rečemo potem je tisto, kar je tipičen vzorec, tipična misel, ko imamo, kadar gre dejansko za nek občutek pomanjkanja časa. Vendar je pri tem pomembno, da je ta občutek, kaj zaznavamo, da je pomanjkanje časa proti temu, kar je realno pomanjkanje časa, lahko zelo različen. In da če se dejansko posvetimo temu, vidimo, da dejansko ne gre za pomanjkanje časa, ampak je to, da nismo vadbe še prioritizirali in jo dali v neko strukturo našega dneva, in ker nima gibanja nekega stabilnega mesta v našem urniku, je to tista prva stvar, ki odpade, ki jo opustimo. In del tega psihološkega ozadja za tem je, da torej ni še neko avtomatizirano vedenje in da se odločamo na podlagi trenutnega napora, ne neke dolgoročne koristi. In torej v tistem trenutku, ko smo utrujeni ali pa smo že preveč obremenjeni, pa imamo ne vem koliko aktivnosti, se nam zdi to, da pa moram zdaj še telovaditi, nek velik napor in ne vidimo dejansko tega, kaj nam bo to lahko prineslo tudi v prihodnje. Kako se s tem soočamo? Torej, prvo je fajn, da se zavedamo tega in da kadar zaznamo pri sebi neko tako misel, da vidimo, da problem ni čas, ampak je problem odsotnost mesta, ki ga imamo za gibanje v dnevu samem. Torej, kam dam lahko gibanje sistematično v dan sam. Kaj nam lahko pri tem pomaga, da bomo naredili si to strukturo, je nekaj, čemu rečemo sidrenje na navado, kar pomeni, da torej vadbo dodamo na nekaj, kar je že naša obstoječa navada. Torej recimo, da si damo kot cilj, grem 10-minutne gibanja po kosilu grem na sprehod, po službi grem na fitness. Torej nekaj, kar je že del našega vsakdanja, dodamo potem še gibanje. Torej, fajn je, da si res ta načrt postavimo naprej,
torej da si postavimo kdaj, kje in kaj, torej to je tisto, kar je tudi pomembno, recimo, da pri sebi zapišete, ker nam to daje večjo vrednost potem, da zdržimo, da vzdržujemo vadbo in ne, da bo hitreje postala del naše rutine. Ta primer je torej, ne vem, v ponedeljek ob 6. grem za 15 minut hoditi. Slab primer je, recimo, začnem jutri, začnem kmalu, to ni nekaj, kar kmalu bom imela čas, pa ko bom imela čas, ampak torej primeri so res jutri ob 18:30 grem na 10-minutni sprehod po dvorišču krog blokov, ali pa v sredo po kosilu naredim doma 5 minut za raztezanje, po ponedeljek po službi grem 15 minut hoditi v Tivoli. Ja, torej, da je res, napišete si kdaj, točen čas, kje in kaj boste pač počeli in potem je bistveno večja verjetnost, da si boste to lažje dali v strukturo. Drugi tak dejavnik je nizka motivacija oziroma izguba zagona, sploh, ko se dejansko primerja med tema dvema. Torej na začetku imamo običajno en tak večji entuziazem za vadbo, imamo več zagona in potem seveda ne moremo ponavadi vzdrževati praktično nikoli, ene takega visokega zagona, tako visoke motivacije, energije in je torej normalno, da nam ta motivacija skozi trening tudi upade in je ključno dejansko, da se tega tudi zavedamo. Se recimo tak način našega funkcioniranja lahko poznamo tudi recimo iz nekih novoletnih zaobljub, ko se res trdno odločimo, da bomo nekaj držali čez celo leto, potem pa že nekje sredi januarja dejansko pač popustimo in enako vidimo res tako visok zagon in pa potem dejansko upad motivacije. In tako, kot sem rekla, je pač fajn, da se tega zavedamo, da to pač je popolnoma normalen proces in da to ni nekaj, kar bi bilo nam kaj manj pomembno, ampak je pa fajn, da bomo ta proces motivacije in nivo motivacije lažje vzdrževali, bolj ko bo naša motivacija torej notranja. Ta notranja motivacija pomeni, da se posameznik dela neke dejavnosti zaradi nekega lastnega interesa, užitka, nekega občutka smisla. Zato je tudi pomembno, da motivacijo, recimo motivacijo za vadbo povežemo tudi z nekimi našimi osebnimi vrednotami, recimo vrednoto nam za zdravje, lahko recimo vrednota nam za gibanje, ja, tako da oziroma za, ne vem, druženje pri gibanju, torej ni nujno recimo, da gre samo za zdravje, ampak karkoli je tista naša pomembna vrednota, zaradi katere smo se recimo sploh odločili, recimo, da pridemo v ta program. Torej to, da imamo problem lahko v tem nihanju te motivacije, prepoznamo lahko skozi neke take misli, kot je na začetku sem bil zelo motiviran, pa me je kar minilo. Ja, to vidimo tako in da dejansko to res en tak proces, na katerega nimamo vpliva oziroma vemo, da bo ta motivacija pač upadla, nam kažejo tudi naši možgani, ker se v bistvu zelo odzivajo na nekaj, kar je novost in sicer na nekem nivoju, če mu rečemo nevrotransmiter dopamina, in ta dopamin nam da kar tak občutek neke vznesenosti in dobrega občutja in dodatne volje in dodatne energije in torej nam čisto možgani tudi pomagajo pri tem, da imamo ta začetni zagon zelo močan, ampak potem pa tudi ta dopamin v možganih ne vztraja in torej je normalno, da ta motivacija tudi upade. In ta drugi vidik psihološkega ozadja pa to, kar smo že prej rekli, torej to, da slonimo čim bolj na notranji motivaciji in bolj, ko ima vadba več osebnega pomena za nas, bolj verjetno je tudi, da bomo pri taki aktivnosti vztrajali. Kaj nam še lahko pomaga pri tem, da vzdržujemo tako motivacijo, torej to, da se zavedamo, da motivacija ni pogoj za začetek in da tisto res pravo motivacijo da jo dosežemo običajno ravno skozi neko podaljšano akcijo, skozi neki kontinuum, da to je tista res prava notranja motivacija, ki nam bo potem pomagala, da res spremenimo nekaj v svojem življenju. Pri tem nam pomaga lahko to, da nehamo razmišljati s pojmi, kot je moram nekaj narediti, ampak to želim, to mi koristi, ker je to potem res manj kot neki imperativ, ampak nekaj, kar je res del moje želje, neke spremembe, ki so želim narediti v življenju. Kaj se lahko še recimo pri tem pomaga, kako lahko recimo bolj razvijamo to notranjo motivacijo,
torej na tak način, da gledamo svoje notranje počutje in ne recimo nekaj zunanjega, kot je, ne vem, so neke nagrade, neki pritiski, neki, ne vem, cilji, kot so zaradi videza, pohvale, pričakovanj drugih, ampak dejansko nek naš notranji občutek. In torej, če se na to orientiramo, recimo, da pomislimo, koliko imam energije po vadbi, imam manj stresa zaradi tega, kaj boljše spim zaradi tega, in to recimo lahko tisto, na čemer potem gradimo notranjo motivacijo. In recimo, če poskušate dokončati stavek, gibanje pomaga, da se počutim, pa s prvo idejo, ki jo dobite, boste verjetno na tak način lažje prišli do res tega, kaj je za vas ta notranja motivacija, kako si lahko pri tem pomagate, da jo vzdržujete. Tretji dejavnik, ki je pač pogost zaradi tega, da pač opustimo, so naša previsoka pričakovanja in nek ta perfekcionizem, da hočem narediti vse ali nič, torej tako to črno-belo razmišljanje po principu vse ali nič. Pogosto začnemo z nekim, ne vem, režimom vadbe, ki ga dolgoročno ne mogoče vzdrževati. Recimo, da se odločimo, zdaj pa zelo resno treniram, ne vem, 5krat tedensko, in potem pridemo do tega, da ne naredim nič, da popolnoma opustim. A pa če razmišljam, recimo, če ne naredim cele vadbe, pa sploh nima smisla, da sem se sploh vpisala na program, da sem se sploh česa lotila, to nas potem dejansko bo pripeljalo samo k temu, da opustimo dosti hitro vadbo, in zaradi tega moramo postaviti realna pričakovanja. Torej se moramo zavedati, da napredek ne pride iz neke popolnosti, iz nekega perfekcionizma, ampak iz tega, da aktivno ponavljamo, da vzdržujemo, in torej treba res razviti ta način razmišljanja vse ali nič, ali delam 100% ali pa nima smisla, da ne naredim nič. In je boljše, da si postavimo minimalne standarde, da vemo, torej so taki standardi, da vemo, da bomo z njimi zdržala tudi takrat, kadar recimo, ne vem, mi bo težko, ko bom imela recimo, ne vem, že težek dan in tako naprej, da vem, da bom zmogla tudi takrat narediti v bistvu tale minimalni standard. Druga stvar, ki nam lahko pri tem pomaga, je, da delamo pač po principu, da ne delamo pač 100%, ampak recimo, da je dovolj pač, če je bilo 50%, da je to dejansko tisto, kar je že čisto zadovoljivo, torej da res v bistvu se ne pretreniramo, da ne gremo pač preko res sebe, ker potem pač ne bo imelo nekega pomena. Lahko nam tudi torej pri tej mini vaji si lahko torej poskušate določiti, kaj bi tisti vaš minimalni trening, ki bi vam pomagal res ustrajati pri tem. In naš četrti dejavnik je to, da pač vidimo, da težje vztrajamo, če ne dobimo takoj nekih takojšnjih potrditev, takojšnjih rezultatov. In to je dejansko pač en tak problem gibanja, kjer dejansko je ta napor zahteven takoj, ne, po drugi strani pa dejansko rezultate vidimo pa šele z nekim časom, z neko zakasnitvijo, in torej se moramo zavedati, da bo zakasnitev te nagrade, ko na nek način pričakujemo. Torej, pri tem je torej fajn, da razumemo, prepoznamo neke take naše miselne vzorce, če si rečemo, ne vem, vadim že 2 tedna, pa ni nobene razlike, ali pa recimo, če imamo fokus na neko težo, oziroma na zunanji izgled, se bilo na ogledalu, še zmeraj sem ista, ne, ampak da se tako, kot smo rekli prej, res osredotočimo bolj na te neke notranje vzorce, torej ne to, ali sem skušala, ampak imam danes več energije recimo kot prej, torej da gremo s te zunanje motivacije na notranjo motivacijo. Kaj je dejansko ta psihološko ozadje pri tem, je to, da dajo možgani dejansko prednost takojšnjim nagradam. Če smo prej omenili dopamin, velja torej tudi za to, torej možgani imajo res dejansko radi to, torej ne vem, da gibanje pač deluje počasi, ampak za tega se moramo zavestno prepoznati majhne koristi, ki jih sicer naši možgani tudi spregledajo, in to sodi pa na ta drug vidik občutljivosti, subtilne izboljšave, torej naši možgani tega ne bodo sami prepoznali, zato se moramo mi čisto zavestno usmeriti v to, da bomo mi videli sami te subtilne izboljšave, in da se zavedamo, ok, moji možgani imajo radi hitre nagrade, ampak vem, da bo vadba pričakovala od mene to, da bom dejansko pač vztrajala, in potem bodo tudi te nagrade prišle.
Da pa ne bi bilo dejansko tako pač enostavno, da vidimo, da res ni vse odvisno samo od nas na nek način, je tudi to, da nam možgani pomagajo pri tem, da imamo tudi neka taka pač prepričanja oziroma da rabimo nekaj časa. Torej je pomembno, da se zavedamo, da to, da vztrajamo, ni le stvar neke naše volje, ampak je tudi del nekega biološkega učenja, torej to, kako bodo možgani se dejansko odzivali. Torej v možganih se zgodijo ene konkretne spremembe, zlasti v bazalnih ganglijih, ki so ključni za avtomatizacijo vedenja po tem, ko vztrajamo. In torej imamo ta prefrontalni korteks, ki je del v bistvu tega čelnega dela možganov, ki je ključen za to, kako se odločamo, kako načrtujemo, za našo samokontrolo. In dejansko takrat, kadar začnemo z neko vadbo, je samo to, v bistvu naša volja je aktivacija tega prefrontalnega dela možganov. Ko pa potem vztrajamo in nadaljujemo z vadbo, pa dejansko se začnejo aktivirati tudi bazalni gangliji, torej določeno obdobje se aktivirata oba predela možganov, in torej na začetku se res moramo potruditi, grem na sprehod, tudi če mi se ne ljubi, in potem pa, ko je to dejansko bolj vadimo, pa prevzamejo to našo vadbo in to, da gremo, da smo nadalje aktivni, vedno bolj bazalni gangliji, ki ravnajo to neko samoaktivacijo, rutinske procese in so recimo aktivni tudi pri tem, ko vozimo, hodimo in tako naprej. In torej bazalni gangliji potem začenjajo prevzemati nadzor nad našo to aktivnostjo in postajajo vedno bolj in bolj aktivni v primerjavi s prefrontalnim korteksom. In potem se dejansko oblikuje postopno ta zanka, ta sprožilec, rutina, nagrada, ki dejansko pomeni to, recimo, če imam neko rutino, recimo, da sem vadila vedno ob 6 uri zvečer, in potem, sprožilec je, spet je 6 ura, to je moj običajni čas za vadbo, potem rutino predstavlja recimo neko dejanje, kot je oblečem športno oblačila in pa grem na vadbo, in potem nagrada je pa recimo to, da občutim zadovoljstvo, ko sem vadila, ko sem šla, ko sem se odločila, ko sem videla energijo in tako naprej, in potem dejansko prevzamejo bazalni gangliji to avtomatizacijo in potem recimo vidimo, da že pogrešamo, kadar nekaj ne naredimo. In koliko časa bomo rabili za to, da bodo naši ti bazalni gangliji prevzeli to aktivnost, da se ne bomo rabili toliko mantrati z našimi zavestnimi voljnimi odločitvami. Torej, v povprečju naj bi to trajalo 66 dni, torej pomeni v 2 mesecih. Vsakodnevne vadbe naj bi to dejansko postala že naša rutina. So pa seveda razlike med nami. Recimo, in tudi raziskave kažejo zelo en tak razpon časa, torej od 18 pa do 254 dni, če recimo vadimo približno 3 do 5krat na teden, in dejansko zadostuje za to, da se v tem času pač razvije naša rutina, navade že recimo 20 minut dnevno, oziroma v tem času, tako kot smo rekli, 3 do 5krat tedensko. Torej, nam pa pomaga k temu, da dejansko prej usvojimo nekaj kot rutino, bolj kot je enako, recimo, da imamo bolj enak čas, da je enak kraj. Torej, več kot je enakih dejavnikov znotraj te navade in rutine, bolj hitro bomo to tudi usvojili kot rutino, torej bolj hitro se bodo bazalni gangliji odzvali. Kako si lahko še pač pomagamo tudi pri tem biološkem učenju? Torej to, da se usmerimo na to notranjo motivacijo, torej da vemo, da najhitrejši rezultati niso tisti, ki so vidni v ogledalu, ampak dejansko v našem počutju in da znamo dejansko to spremljati. Torej, da preusmerimo fokus iz rezultata na proces, da se torej zavedamo te zakasnitve nagrade in tako, kot smo rekli prej, da spremljamo to notranje počutje in da si damo tako zadovoljstvo že ob nekih takih malih zmagah. Tudi ko mi je bilo težko, sem se premaknila, sem naredila raztezanje, sem naredila 10 počepov, torej da se nagradimo zlasti takrat dejansko, ko vidimo, da nam je bilo težko. In lahko si pomagamo tudi z nekim takim vrednotenjem, recimo, da si najdemo, kaj so tisti vidiki, ki so nam najbolj ključni pri notranji motivaciji, torej kaj je tisto, kar nam je najbolj ključno v počutju, recimo, da čutim, da ima več energije, da je boljše razpoloženje, da je boljši spanec, take stvari. In recimo vsako od teh dejavnikov, ki so nam ključni za naše počutje, ocenimo recimo na lestvici od 1 do 10.
Potem naslednji dejavnik so take negativne izkušnje, kot so recimo bolečina, nelagodje, kar je zopet nekaj, kar je zelo normalno, da če nismo bili dolgo aktivni, pa bomo potem poskušali biti bolj aktivni, bolj intenzivno, bomo sigurno začutili tudi neko vsaj neprijetnost v mišicah, neke lahko drobne bolečine v mišicah in potem ob tem moramo paziti, da ne povežemo tega, da je gibanje pa neprijetno. In tukaj se tisti, ki nismo morali toliko redno aktivni, razlikujemo recimo nekih rednih športnikov pa vrhunskih športnikov, da oni znajo to neprijetnost, to bolečino v mišicah ovrednotiti kot nekaj pozitivnega. Torej ni ta negativna zanka, gibanje je neprijetno, ampak recimo bolečina je nekaj, kar mi pokaže, da sem napredovala, da dobro delam, da se mi bo, izboljšala moč, da se mi bo izboljšala vztrajnost in torej ravno ta kao neprijeten občutek oziroma ta bolečina tisto, kar da motivacijo in kar da dejansko spodbudo, zdaj pa jaz vem, da napredujem. Torej, če nam uspe tako interpretirati, da torej mišična neka bolečina ne pomeni prekinitve, ampak pomeni spodbudo, smo dejansko potem že premagali tudi ta dejavnik in bomo bistveno lažje lahko vztrajali. Torej, odzadje pri taki psihologiji je, da to učenje po negativnih okrepitvah, torej neki pretekli neuspehi ustvarijo nek vzorec učenja, ko začnem verjeti, da se bo izid ponovil, recimo, da itak, potem bom odnehala, oziroma da da odstranim neko neprijetno izkušnjo, kot recimo bolečina ali pa napor ali pa nelagodje, se potem temu dejansko izognem in potem si možgani zapomnijo, če ne grem vadit, se izognem slabemu občutku in zaradi tega tudi to vedenje bolj pogosto ponavljam, torej da hitreje opuščam aktivnosti. In pri tem lahko tudi en tak zaščitni mehanizem izogibanja, torej pomeni, da začnem avtomatsko se izogibati situacijam, ki bi bile lahko že vnaprej neprijetne, torej da niti ne pridem morda do te točke, da bi potem sploh nekaj opustila, ampak potem se recimo niti ne lotim. In to mi sicer res kratkoročno zmanjša neko nelagodje, ampak dolgoročno pa poveča verjetnost, da bom pustila aktivnost, ker si sploh ne ustvarim neke nove izkušnje, na osnovi katerih bi lahko dobila bolj pozitivno neko vrednotenje oziroma oceno te izkušnje. Tako da to je res tudi nekaj, kar je lahko relevantno pri temu in da se torej zavedamo, da je nelagodje na začetku povsem normalno in da ni znak neuspeha, ampak ravno kontra, da je znak našega uspeha in tega, da smo dodatno aktivirali telo. Seveda pa je pri tem fajn, da razlikujemo tam, kaj je neka normalna utrujenost, recimo v nekih mišicah, pa da se dobro regeneriramo in tako naprej, in kaj je neka opozorilna bolečina, ki jo treba vzeti zares, recimo sploh, če gre za neke sklepe, pa recimo kaj takega, ja, tako da je fajn, da se to razlikujemo in da ne pretiravamo, da ne gremo preveč neke bolečine, absolutno sploh ne, ampak da pa se zavedamo, da malo neugodje je pa dejansko nek naš uspeh, da smo se premaknili in uspeli nekaj narediti zate. Pa pri tem, da ne bo to nelagodje preveliko in da ne pridemo do te opozorilne napačne bolečine, je torej zelo fajn, da znižamo intenzivnost na začetku vadbe, da rajši gremo korak za korakom, kot pa recimo torej to, da se, preforsiramo na začetku in potem bomo tudi že zaradi tega, ker bomo to težko zdrževali in ker se bomo toliko neprijetno počutili, bomo bistveno hitreje opustili. Naslednji dejavnik je nizka samoučinkovitost, torej to se nam zgodi takrat, kadar ne verjamemo, da lahko recimo vztrajamo, torej kadar zaupamo vase, vemo, da lahko jaz naredim svoj nadzor, da lahko jaz kontroliram svoj proces, da lahko kontroliram to, kdaj bom šla na vadbo, kako bom vztrajala in tako naprej. In seveda, če tega nimamo, potem pridemo do te nizke samoučinkovitosti, recimo, ko si mislimo, da itak vedno obupam, imam potem recimo negativno samopodobo, ker mi tako do zdaj nikoli ni uspelo in tako naprej. In torej ustvarimo to povezavo z nekimi preteklimi neuspehi, ker se zdijo en tak vzorec učenja, in da bom itak ta neuspeh potem stalno ponavljala in že vnaprej potem pričakujem, da se bom nekaj opustila, da bom odnehala in že od začetka znižam pričakovanja, a pa sploh ne začnem, tako kot smo že prej rekli. Torej, to slabi potem mojo motivacijo in poveča verjetnost, da bom aktivnost opustila.
In v okviru te negativne samopodobe potem se recimo vidimo kot nekoga, ki preprosto nam ni za šport. Ker neposredno potem zmanjša občutek naše zmožnosti za to samoučinkovitost in posledično se potem vedenje ne ujema z našo identiteto, torej več izogibanja in hitreje še pač odneham in potem torej ne bo šport del neke naše identitete, neke naše samoučinkovitosti, zaradi tega, ker bomo ustvarili potem napačne vzorce. Kako si lahko pri tem pomagamo? Torej predvsem to, da se zavedamo, da samozavest ne pride od samega začetka, sploh če je športna aktivnost nekaj, s čimer ne začenjamo, ampak se zgradi skozi majhne uspehe. Torej je res ključno to, da delamo majhne korake, da delamo postopne korake in recimo, da si sami konkretno lahko dokažemo v nekem našem napredku, kar nam potem poveča ta občutek, da zmorem. In recimo, torej, da res gremo, da naredim eno stopničko, pa tam se ustavim, pa vzdržujem to, pa naredim naslednjo stopničko, pa tam naredim naslednjo bazo, pa tako naprej. Torej, da res postopno, korak za korakom gradim uspeh in hkrati, da vidim te korake, ki jih naredim, recimo, kar nam lahko pomaga ta vajica, da si zapišemo v zadnjem tednu mi je uspelo, recimo to pa to, lahko pa ne že vzdrževati, recimo aktivnost pomeni lahko, da je tudi takrat, ko sem imela malo energije, sem naredila svoje minimalne standarde. Tako da vse, kar nam mora do zdaj nekako ni uspelo, ali pa nam je bilo recimo težko. In že samo vzdrževanje je nekaj, za kar se absolutno moramo pohvaliti. Lahko nam tudi pri tem, da lažje spremljamo svoje napredke, svoj proces, pomaga to, da si zapisujemo vadbo, torej recimo, da si zapišemo vsakič, kaj smo naredili in potem samo to vidimo, recimo, da smo nekaj vzdrževali, da smo morda enkrat dodali pa 1 minuto vadbe ali pa pač na kakršenkoli način recimo šli naprej. In naslednji dejavnik so socialni oziroma okoljski dejavniki, torej ti socialni vidiki so lahko zelo pač pomembni, ker je zelo pomembno, ali se recimo okolje podpira ali ne podpira pri nekem vedenju, če nas ne, recimo zato, da gremo vaditi, recimo da nam partner reče, zakaj pa greš zdaj v fitness prijateljico, ko bi šla pa lahko bila tukaj z mano. In te nam bo to povzročilo več trenja in nam tudi povzročilo večjo verjetnost za tega, da bomo neko aktivnost pač opustili. Tako da to je res ključno, recimo, da nas partner pa družina recimo podpirajo pri teh vzorcih, ki nam lahko znižuje motivacijo, pa tudi čisto okoljsko, torej koliko blizu, je neka telovadnica, kamor bi šli vaditi, fitness, bazen, stadion. Torej, bolj kot je okolje nam pač dostopno za vadbo, tudi večja verjetnost je, da bomo lahko pri tem vztrajali. In če pogledamo še psihološko ozadje, torej te socialne norme so tisto, kar je ključno, ker recimo, če imamo okoli sebe ljudi, za katero je gibanje neko normalno vedenje, bomo lažje vztrajali in pač kontra, če v našem okolju gibanja ni nekaj običajnega in podprtega, je manjša verjetnost, da bomo lahko pri tem vztrajali. In torej to, kar je kot vpliv okolja na navade, pa dejansko pa je to, da naše vedenje močno oblikuje okoliščine, torej kot dostopnost, rutina, neki opomniki, ki si jih lahko damo. Če nimamo tega okolja, ki bi to podpiralo, bo zahtevalo bistveno več neke naše energije za začetek in za vztrajanje. Ampak kako si lahko recimo pri tem pomagamo? Torej cilj je, da se zavedamo, da okolje lahko tudi posega v to, koliko se bomo rabili neke volje za odločanje, torej se lahko odloča namesto nas, ampak da lahko torej mi to korigiramo, če se tega zavedamo. Torej cilj je, da zmanjšamo to trenje in povečamo socialno podporo in sicer recimo to je najbolj fajn, če si najdemo nekega vadbenega partnerja, lahko to prijateljica, sodelavka, partner, pač kdorkoli, ker potem nam to pomaga, da tudi, ko imamo slab dan, smo bolj utrujeni, pa nas druga oseba spodbudi, da greva, sva se zmenili, da gremo in potem se lažje odpravimo. Torej lahko pri tem zelo pomaga, potem pa tudi recimo priprava okolja
kot to, da si oblačila pripravimo, ko gremo recimo v službo, si damo na torbo v avto in potem, ko grem v službe, imam torbo, ki jo vidim, niti ne prtljažniku, ampak na sedežu in potem recimo sem grem direktno v telovadnico. In tudi pomaga recimo neki opomniki, za katere je fajn, da so čim bolj tečni, da se jim ne moremo kratko izogniti. Kaj nam lahko še recimo pri tem pomaga, recimo, da si kar res napišete, kdo me lahko podpre pri vadbi, torej tudi, če ni najbolj ožja družina, kdo pa recimo v moji okolici. In pa če ni recimo družina tista, ki bi vas podprla, je pa morda tudi fajn, da se pogovorite z družino, ne s partnerjem, možem, pač partnerko, ženo, in pač razložite, zakaj je to za vas pač pomembno, recimo katere vrednote vaše to podpira, kako je to recimo ključno za vaše zdravje, počutje, karkoli je tisto, kar vam vadba daje. In da tudi pomislite, kako se lahko pripravim že danes, torej da že danes dejansko načrtujete vadbo, ki lahko naredite že danes, pa jutri, pa kakorkoli glede na načrte, ki smo jih prej povedali. Naslednji dejavnik je neka monotonija in pa dolgčas. Pač moramo se tukaj zavedati, da naši možgani imajo potrebo po novostih, da se glede tega tudi razlikujemo. Nekateri imajo večjo potrebo po novostih, nekateri imajo večjo potrebo po neki stabilnosti, strukturi, ponavljanju. Tako da recimo, če sodimo med tiste, ki rabimo več raznolikosti, več dinamike, je tudi prav, da razmišljamo o taki vadbi, ki bi nas k temu spodbudila, ker sicer bo naša motivacija upadla. Če recimo razmišljamo, to pa mi zdaj dolg čas, potem bomo pač tudi to dosti hitro pač opustili to vadbo. In torej, če smo že prej omenjali dopamin, evo ga se spet vračamo k njemu, torej, če nimamo nekih sprememb v novostih, v raznolikosti, je lahko to zmanjšanje dopaminskega odziva pač manjše, kar pomeni, da se v neki ponavljajoči aktivnosti zmanjša občutek nagrade, pa zaradi tega vadba deluje manj privlačna, motivacija upade in potem tudi s tem naraste verjetnost opustitve vadbe. In torej, tako kot sem rekla prej, da se zavedamo, da naši možgani večinoma iščejo neko raznolikost, neke nove dražljaje in recimo, če ponavljamo vedno ene in iste aktivnosti, da bo to potem zmanjšalo neko našo aktivnost in pa vključenost. In pri temu je pač fajn, da se zavedamo, da dejansko to, koliko nekih novosti in raznolikosti potrebujemo, izhaja iz naše osebnosti. In tak najbolj običajen model osebnosti, take najbolj običajne neke osebnostne lastnosti, po katerih se lahko tudi malo razvrstimo, je v tem modelu velikih 5, in sicer vestnost, ki pomeni, koliko se želimo nekaj organizirati, koliko potrebujemo neke zanesljivosti, usmerjenosti k ciljem, koliko smo disciplinirani, odgovorni, koliko lahko vztrajamo pri nekih nalogah. Potem recimo pri ekstravertnosti je del pač tega, koliko smo družabni, koliko smo energični, koliko potrebujemo nekih stikov z drugimi ljudmi. Recimo ekstraverti bolj uživajo v skupinskih dejavnostih in socialnih interakcijah, potem je ta čustvena stabilnost, ki je bolj značilna recimo za posameznike, ki so mirni, uravnoteženi, ki dobro obvladujejo streže pač naravno, ne doživljajo toliko negativnih recimo čustev, tudi manj doživljajo tesnobe, pa recimo jeze, in tudi lažje ostanejo recimo zbrani. Potem naslednja lastnost, osebnostna odprtost za izkušnje, to je pa tipična za take ljudi, ko so bolj radovedni, ustvarjalni, pripravljajo neke nove ideje ter izkušnje, torej oni bodo rabili več neke spremembe, več neke dinamike, recimo tudi v športu, in recimo rajše nekaj raziskujejo, kot pa da so v nekih ustaljenih okvirih. In potem imamo še sprejemljivost, ki pa je značilna recimo torej za ljudi, ki so taki bolj topli, sočutni, pripravljeni sodelovanje z drugimi, tudi bolj zaupljivi in bodo pogosto postavili potrebe drugih pred svoje, kar je recimo zelo slabo, če vzamemo v obzir prejšnji dejavnik recimo tega socialne podpore, ker taki ljudje bodo potem, če bodo imeli partnerja, ki jim ne bo dal socialne podpore za vadbo, hitreje vadbo tudi opustili, ampak po drugi strani, če bodo imeli pa več te socialne podpore in spodbude, bodo pa tudi zaradi drugih potem pač lažje vztrajali. Evo, in tukaj je potem še ena taka pregledna tabelica,
kjer so te osnovne osebnostne lastnosti in potem vidite osnovni pač tak opis, kaj vsaka pomeni in pa tudi katera je taka predlagana oblika vadbe za posamezno osebnostno lastnost. Recimo, če smo bolj vestni, nam bo bolj fajn, da imamo nekaj, kar je vodenega, usmerjena vadba, vadni programi z zelo jasnim urnikom, vedno enako. Za ekstraverte, ki so bolj družabni, bodo vključene take skupinske vadbe, skupinski športi, torej se vpiše odbojko, košarko, nogomet, take stvari. Potem ljudje, ki so bolj odprti za izkušnje, torej jim bo bolj neko naravna oblika gibanja, ko so neki bolj ustvarjalni športi, morda ne ples, športi, kjer se lahko recimo bolj raziskuje. Ljudje, ki so bolj čustveno stabilni, bodo bolj tudi žili k nekim raztezanjem, tai chijem, jogi, neko vadbo doma, bolj povezovanju z naravo. In pa ljudje, ki so bolj sprejemljivi in bo tudi blizu kakšne aktivnosti za sproščanje napetosti, bolj recimo počasna hoja, plavanje, neke sprostitvene vadbe. Kako si lahko še pri tej monotonosti pomagamo? Pri tem, da se zavedamo, da bomo rabili za vzdrževanje vadbe tudi ponavljati, tako da moramo imeti tudi v bistvu neko strukturo, da se pripravimo na to, da pa lahko recimo ne rotiramo aktivnosti, recimo da imamo 3 neke opcije različnih vadb in potem med tem izbiramo glede na recimo neko počutje ali pa neko strukturo, ki smo si jo dali. Torej izberem tisto, kar mi recimo danes bolj paše, da me bo bolj sprostilo, da pa ne vem, pa da dam neko stres, napetost in podobno. In zaradi tega tudi fajn dejansko, da naprej načrtujete, torej da si že naprej napišete 3 aktivnosti, ki bi bile za vas recimo prijetne. Potem imamo še stres in mentalno izčrpanost, ki je žal zelo res pogosta v tem času, sploh z izgorelostjo in zlasti v srednjih letih se res zelo pogosto soočamo dejansko s tem. In torej, čeprav vemo, da gibanje pomaga proti stresu, pa hkrati za začetek neke vadbe potrebujemo energijo, ki pa se nam zdi recimo, da jo takrat torej nimamo. Torej, če je dejansko to tisti razlog, zaradi katerega običajno zaključimo z vadbo, recimo, da se prepoznamo v takih mislih kot, ne vem, sem preutrujena za vadbo, ali pa recimo, da posegamo v takih pasivnih regeneracijskih vedenjih, kot recimo, da smo vlečeni na telefonu in gledamo televizijo, potem vidimo, da tukaj potrebujemo nekaj. In tukaj v tem vidiku je res zelo ključno tisti minimalni standardi, ker potem bomo videli, da če vložimo to začetno energijo, da bo potem vadba res ključno pomagala pri temu, da bomo vztrajali. Torej, res je pomembno potem, da tukaj poskušamo imeti več samoregulacije, in da ne najdemo samo kot najlažjo pot to, da se izognemo, ker trenutno nimamo energije, ampak dejansko, da se pripravim, tako kot sem recimo rekla, za te minimalne standarde. In pri tem nam lahko tudi pomagajo čustva, se nam daje lahko čustvo neko tako dodatno aktivacijo. Recimo to, če smo imeli predhodno izkušnjo z vadbo kot prijetno, bomo po večji verjetnosti delali, jo ponovili, se vrnili. Torej, če bomo med vadbo doživeli več stresa, napora, nelagodja, po večja verjetnost, da bomo to opustili. Tako da zaradi tega je pomembno, da začnemo z vadbo z res pravo intenzivnostjo, torej taka izkušnja, ki nam bo vzdržna in ki ne bo nekaj v bistvu kaznovalna. Tudi je pomembno, da gledamo ne na naše čustvene občutke samo med vadbo, ampak tudi po vadbi sami, torej po aktivnosti. Recimo, da se vprašamo, kakšno je moj nivo energije, razpoloženja, kakšen je moj občutek dosežka, in to lahko deluje kot pozitivna okrepitev. Lahko pri tem naredimo napako, da tega ne ozavestimo, torej se potem ta učinek pozitivnosti po aktivnosti razgubi. Torej, res dajte probati res ozavestiti, kako se počutim po vadbi, sem zadovoljna, vidim, da sem nekaj dosegla, se boljše počutim, imam več energije, ker to vidite pri sebi. In po drugi strani so pa negativna čustva tisti sprožilci, zaradi katerih lahko opustimo vadbo, torej najpogosteje nek sram, frustracija, krivda.
Neki lahko potem dejansko vodijo tudi v izogibanje in pa prekinitev ene take telovadne rutine. In pri tem recimo je pač res zelo ključno, da da si postavimo neke jasne standarde, recimo ne vem, da vidimo, ne, da recimo, če imam občutek, da ne napredujem, da tako kot smo rekli prej, da si postavim neke jasne cilje, na osnovi kateri bom lahko videla, recimo, da napredujem, da to morda samo pač neki občutek. Ali pa recimo, da če imam občutke krivde, ne vem, ker sem se zdaj lotila tenisa igrati, pa se mi zdi, da nima neke prave koordinacije, da potem, ker mislim, to mi ne bo nikoli uspelo, jaz nisem za to. Ali pa recimo nek sram, recimo v fitnessu, ko se zdaj pač ne zgledamo tako kot ostali, ko so morda že dlje časa v fitnessu, da nič od tega dejansko pač ni pomembno in da pač res poskušamo videti ta svoj osebni napredek in da gradimo torej na temu. In da vidimo, da morda naša čustva niso čist regulirana, da smo lahko pač preveč kritični do sebe. Torej, in nam bo bolj pomagalo recimo pri temu, če bomo čustvo povezali s svojo identiteto, torej, da ne bo, zaradi tega sem pa zdaj, ne vem, nekaj na tenisu narobe udarila, to pa ne zame, ampak da pač vztrajamo, ne, to sem pa jaz, pa bi nekaj, kar bi se rada naučila, se ne rabim zdaj biti, ne vem, svetovni prvak v športu, ampak ne, torej, grem v te smeri, da pač jaz napredujem, da jaz začutim svoje telo, da jaz imam lahko to samoregulacijo, da jaz lahko pač svoje telo obvladam. In potem lahko ta čustva tudi pomaga oblikovati to identiteto, ki pa zna lahko tudi z aktivnostjo in nam potem pomaga pri tem, da vztrajamo. Torej, če sem nekdo, recimo, ki se giba, da razvijem potem ta ponos, torej ne glede na to, pač, kar se mi zdi, kako izgledam v primerjavi z drugimi, ampak je potem ta ponos, da se giba in tudi ta pripadnost športu potem in redna vadba mi da lahko nek občutek pripadnosti, ne, ali pa pač kontra temu, da pa nisem športen tip in to pač sploh nima pomen, torej je lahko to nekdo, ki se gibam, ne da bi bil nujno pač športen tip. Recimo delam to zaradi zdravja, zaradi sebe in tako naprej. Pri tem je morda tudi fajn, da se zavedamo tega, da so naše izkušnje lahko drugačne, kot pa dejansko resnica, torej da je zelo pomembno to tudi, kako razmišljamo in tudi ne samo takrat, ko se nam nekaj pač dogaja, ampak tudi glede na to neko našo anticipacijo, ne, torej in spet se vračamo tukaj k dopaminu, to pričakovanje neke nagrade nam potem tudi lahko sproži pač dopamin in nam bo potem tudi dejansko lažje odreagirati, ne, torej, sem oseba, ki se giblje in mi bo to dalo en pač ponos, potem bo tudi dejansko dopamin lahko pomagal k temu, da bom lažje vztrajala. Dobro, in torej, kako si še lahko pri tem pomagamo? Torej, tudi ko sem najbolj utrujena, ne potrebujem več discipline, ampak potrebujem lažjo verzijo, torej, da ne rabimo pretirano preko svojih pač meja, ampak da razvijemo to vztrajnost, da je gibanje kot neka regulacija, ne pa kot neka obremenitev. In da recimo, da imamo tudi nek načrt, da bomo imeli, ne vem, dneve za manj energije, naredim raztezanje, grem na sprehod, ampak da se poskušamo držati pravila, da ne preskočimo aktivnosti, ampak jo samo zmanjšamo. In torej, da se naredimo tako, kot smo že prej rekli, te minimalne standarde, torej, ko sem utrujena, naredim kaj. Kaj je tisto, recimo, kar je minimalno, ker vem, da bom lahko naredila. In še 10. zadnji dejavnik, ki je torej pač nejasno, pa imamo slabo definirane cilje, torej kar se zgodi, ne vem, če so cilji, ne vem, abstraktni, potem nimamo dejansko prave usmerjenosti in brez jasnega cilja tudi naši možgani nimajo tega konkretnega, kaj narediti, zato ga lahko vedenje ostane neorganizirano in pa potem hitro ga opustimo. Pomaga nam pa tudi to, da imamo boljšo merljivost napredka, torej, da vidimo tudi, če napredek ni opazen navzven, pa zato tega nimamo tega občutka uspeha, ne, da pač vidimo pri tistemu, kar pa lahko, torej recimo to počutje, razpoloženje, spanje, tisto, kjer pa vidimo, da se pač lahko stvari izboljšajo. In pri tem nam recimo lahko pomaga tudi, kako pač postavimo si neke cilje. Ja, recimo, sigurno ste že slišali za to tehniko SMART, torej so cilji specifični, merljivi, dosegljivi, relevantno in pa časovno opredeljeni. Ja, torej, da so cilji jasni, da kar nam potem pač poveča verjetnost akcije.
in da pač res si postavimo tudi cilje, ki se lahko jih preverimo in pa ki so tudi prilagojeni. To še ta dodaten R pri tehniki SMART. Torej, tako kot smo že imeli na začetku pri tem, kako si bomo postavili cilje, torej, da bomo jasno povedali, kdaj, kje, kako, in torej tudi, da si pač preoblikujemo iz tistega recimo kot nekega preveč abstraktnega, rad bi bil bolj fit, do tega recimo 3-krat tedensko bom delal, bom 20 minut recimo hodil pred večerjo. Ja, torej kdaj, kje, kako. Okay. In potem še zadnjo tematiko, ki se dotaknemo pri tem predavanju, so pa relapsi. Torej, če smo nekdo, ki ni bil dolgo časa aktiven, ali pa se sploh prvič poskuša res aktivirati v vadbi in pri tem vztrajati, je zelo pomembno, da se zavedamo, da relapsi bodo. Torej, da bo kakšen dan, ko preprosto ne bomo pač nič delali, ko ne bomo bili fizično aktivni, tudi če smo si to zadali. In to je povsem pričakovan del tega procesa, ko pač poskušamo vztrajati pri vadbi. Torej, naš napredek v fizični aktivnosti ni linearen, ampak je cikličen. In pomembno je, da takrat, ko recimo bo ta relaps, ko se ne bomo zmogli tudi kljub vsem temu, kar smo zdaj rekli, prepričati, da bi šli nekaj delati, je pomembno, da nimamo krivde, sramu ali pa ne zaradi tega opustimo aktivnost, ampak je zelo pomembno, da naredimo obrat iz tega, da vemo, da en izpad aktivnosti ni neuspeh, ampak je torej nekaj, kar je običajno. In da en trening, ki nas pade, da je pač zmaga pri temu, da poskušamo se vrniti potem čim hitreje in ne da potem, kar recimo pač to opustimo. Torej, kako si lahko pri teh relapsih pomagamo? Torej, da že vnaprej načrtujemo, če potem, torej, če sem utrujena, grem vsaj 10 minut na sprehod. Če nimam časa, naredim kratko verzijo treninga ali pa naredim stretching. Torej, da nič ne pomeni dejansko nič, ampak da pomeni to, da zmanjšam pač neko aktivnost. Potem to, kar smo že govorili pri minimalnih standardih, kar je naš najmanjši možni uspeh, torej, da preprečimo s tem vse ali nič razmišljanje, in pa to, da imamo nek fleksibilen načrt, torej, da nimamo samo enega načina gibanja. Torej, ne vem, ok, grem plavati, če pa ne grem plavati, pa ni nič. Ok, če pa ne grem plavati, če ni to tisti šport, ki sem si ga izbrala, pa potem, ne vem, doma recimo naredim raztezanje. Torej, da si res damo ta fokus na zdravje recimo našega telesa, karkoli je pač naša vrednota, in da vztrajamo vsak dan nekaj naredim in po možnosti še recimo v isti uri, in to nam bo potem pomagalo pri vztrajanju. Kaj še lahko pri tem naredimo? Torej, kar sem rekla prej, da ne da takoj pač opustiš, ampak začneš dejansko takoj, ko lahko, torej ne čakaš, ok, naslednji ponedeljek, pa bom naslednji mesec spet začela, ampak takoj, ko je možno. Torej, če bi morala delati vadbo v ponedeljek, pa v torek, torej začnem z neko malo aktivnostjo, ne potem pa čakam. Ključno tudi, da zmanjšamo pritisk, torej, da nismo toliko kritični do sebe, da smo prijazni do sebe, ne da se kritiziramo, da sem pa, ne vem, lena, ampak ok, sem imela težko obdobje, res je bilo polno vsega, ampak zdaj pa nadaljujem. Torej, manj, ko bomo bili to grozno samokritični do sebe, lažje bomo tudi vztrajali. Ja, torej, in da tudi namirno, koliko nisem spustila, ampak koliko časa sem potrebovala, da sem se vrnila. Ok, in potem bo tudi ta pozitivna formulacija cilja nam pomagala, da se bomo hitreje vrnili. Tukaj je potem še tak mali povzetek, ki vam lahko pomaga pri organizaciji vsega tega, kar smo se pogovarjali. Torej, da si zapišete svoj cilj, ali pa cilje, potem metode recimo SMART, pa po tisti tehniki kdaj, kje, kako kot vaš načrt, zakaj vam je to recimo ta cilj pri gibanju pomemben, torej da vključite notranjo motivacijo, vključno s svojimi vrednotami, kaj so tisti minimalni cilji, na osnovi katerih bi lahko vsak dan nekaj recimo naredili, da si postavite načrt, če bo kakšen dan recimo težje, kaj bi res lahko potem naredili, da potem tudi ponovno vrednotite in pregledate svoje cilje, kaj je delovalo, kaj lahko prilagodite, in potem v tej smeri opuščanja, da vidite, kaj bi se do zdaj recimo najbolj blokiralo, torej kakšen vaš najmanjši možni korak, torej ta minimalen cilj, in kdaj recimo lahko pač ponovno začnete. Tako da, evo, upam, da mi je to pač pomagalo. Hvala za pozornost, tako da smo tudi tukaj še v bistvu za dodatno vprašanje, tudi to bo potem pač webinar. Zdaj pa še kar lepo vam pa izkoristiti lep sončen dan. Srečno!